Uporaba CCTV kamer je postala tako razširjena, da je skoraj nemogoče sprehoditi se skozi katerokoli mestno središče, ne da bi te ujela vsaj peščica teh kamer. Z izumom kamer na hišnih zvoncih Ring to zdaj velja tudi za predmestja. Te kamere so postale ključnega pomena za pomoč policiji pri odkrivanju novih sledi in osumljencev v primerih, ki bi jih sicer lahko obravnavali kot uganke. Številka 10. 30-letna Jenna Armstrong je že vrsto let sanjala o tem, da bi postala mati. In v začetku leta 2026 so se njene sanje uresničile, ko je rodila svojega prvega otroka. Jennino življenje je bilo posvečeno pomoči njeni družini in to se je začelo že, ko je bila še otrok. Njena mati, Robin, je bila zaradi cerebralne paralize ohromljena. Njen oče, Ron, pa je bil gluh. Jennina sestra, Faith Isaacs, je za Guardian povedala, da je bila njena sestra, ki je bila najstarejša od 4 sorojencev, prevzela vlogo skrbnice. Pomagala svoji materi z invalidskim vozičkom in se že od malih nog učila znakovnega jezika, da bi lahko tekoče komunicirala s svojim očetom. Skrbela je tudi za svoje sorojence, ona in Faith pa sta postali neločljivi. Vez, ki sta jo imeli, je bila nekaj posebnega, zato je bila leta 2025, ko je Faith razkrila, da je noseča, družina, še posebej njena starejša sestra, navdušena. Nekaj mesecev kasneje je Jana oznanila svojo nosečnost in sestri sta govorili o tem, tako bosta njuna otroka odraščala skupaj. Nažalost je Faith med nosečnostjo doživela zaplete in 3 tedne kasneje izgubila svojo deklico. Jana je bila tam, da je pomagala svoji sestri v tem težkem času in ko se je rodil njen otrok, ji je sestra vrnila v slugo. Do julija 2026 je bil Janin sin star 4 mesece in pripravljala se je na vrnitev na delo. 7. julija sta se sestri srečali na poznem zajtrku v lokalni kavarni v Toowoomba v Queenslandu. Faith je čutila, da je nekaj narobe z njeno sestro, a ni mogla natančno ugotoviti kaj. Kmalu po poldnevu sta se razšli, kar je bilo zadnjič, ko so jo videli živo. Kasneje tisti dan je Faith prejela nenavadno sporočilo od svoje sestre, vendar ni mislila, da je kaj resnega narobe. Šele 8. julija 2026, ko je Janin mož, Dharminder Singh, prijavil njeno izginotje, je družina spoznala, kaj se dogaja. Po poročilih so njen avto našli zapuščenega 500 metrov od njenega doma, vendar nje nikjer ni bilo mogoče najti. Policija je našla posnetek nadzorne kamere, na katerem stopa in zapušča kavarno, in med preiskavo so odkrili še več dokazov. Posnetki nadzornih kamer so prav tako pokazali, da se je njen avto vozil po Darling Heights med 21. in 22:15, preden je med 3. in 5. uro zjutraj prispel pred njeno hišo. Vendar pa posnetki nadzornih kamer niso pokazali, da bi bila Jana v notranjosti. Več dni je skupnost podpirala družino Armstrong, prirejala bdjenja in pomagala iskati novopečeno mamico. 11. julija 2026 so njene posmrtne ostanke odkrili v Grmičevju pri Red Bank Creeku, več kot 72 km od Jenninga doma. Na podlagi posnetkov varnostnih kamer in najdbe njenih posmrtnih ostankov je bil Singh aretiran in obtožen enega kaznivega dejanja umora in enega kaznivega dejanja nasilja v družini. Pomembno je poudariti, da je bil Singh le obtožen in še ni bil spoznan za krivega. Do konca avgusta 2026 vzrok Jennine smrti še ni bil razkrit, primer pa je še vedno v teku. Številka 9. 70. 73-letna Yvonne Ware iz Dungata, Novi Južni Wales, Avstralija, je njena hči opisava kot ljubečo mater in predano babico. Do leta 2026 je bila že globoko v pokoju in je dneve preživljala na svojem podeželskem domu v Dungeju, kjer je skrbela za svoje živali in zemljo. Ko ni skrbela za posestvo, se je udeleževala lokalnih umetniških tečajev in si je želela še bolj razvijati svojo umetniško žilico ter sklepati nova prijateljstva. 19. februarja letos se je Yvonne udeležila umetniškega tečaja TAFE v Murrumbidgee, ki je bil le 5 mil vožnje od njenega doma. Ob 15. uri je zapustila umetniški atelje in se odpeljala na bencinsko črpalko na Tweed Valley Way, kamor je prispela ob 15:15. Varnostne kamere jo pokažejo, kako kupuje pomarančni sok in naloži $50 dobroimetja na svoj telefon. Od tu so kamere posnele, kako se pelje po Queensland Road, ki bi jo pripeljala domov, in tukaj se dokazi CCTV končajo. Med 16:24 in 16:48 je uporabljala svoj telefon za ogled umetniških vadnic na YouTubeu in preverjanje glasovne pošte. Ob 16:48 se dejavnost konča in preneha odgovarjati na sporočila. Naslednji dan, 20. februarja, je njena hči prijavila njeno izginotje policiji, ko ni prejela nobenih novic od svoje matere. To je bilo zelo nenavadno za njo in njena družina se je bala, da se je zgodilo nekaj groznega. Ko je njena hči prispela v njen dom, je našla škornje in klobuk, ki sta ustrezala tistim, ki so jih videli na posnetkih varnostnih kamer. Po njenih besedah so bila preostala oblačila lepo zložena na koncu postelje, hrana pa se je še vedno kuhala v počasnem kuhalniku. Medtem ko je bilo znotraj vse videti običajno, so zunanji deli njenega doma vzbujali več skrbi.
Kmetijska vrata, ki vodijo do živali, so ostala nedotaknjena, čeprav si je Ivona vedno vzela dodaten čas, da jih dobro zaklene. Nobena izmed rac, kokoši, psov, mačk ali zajcev ni manjkala, kar je vzbudilo še več vprašanj. Ivona nikoli ne bi zapustila svojih živali ali družine in bi bila vedno v stiku s svojimi otroki. Po nedavni preiskavi je policija odkrila, da se je njen telefon 20. februarja okoli 10:10 zjutraj povezal s signalom približno 5 km od njenega doma. Med svojimi pozivi javnosti je policija Novega Južnega Walesa izvedela tudi, da naj bi bil Ivonin avto, zlati Ford Escape, morda opažen 19. februarja ob 20:30 v Dungay Creeku. Nažalost, zato ne obstajajo nobeni posnetki varnostnih kamer ali fotografski dokazi, njen avto pa je še vedno pogreša. Od februarja naprej je policija Novega Južnega Walesa izvedla obsežna iskanja in redno poziva javnost za informacije. Njena družina je prav tako ustvarila skupino na Facebooku, da bi ozaveščala javnost in zbirala nove namige. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče policijo Novega Južnega Walesa na številko 131 4 144 ali Crime Stoppers Novega Južnega Walesa na 1 800 333 000, kjer lahko ostanete anonimni. Številka 8. 59-letni Daniel Dan Davis III je bil opisan kot ljubeč družinski človek, ki je živel z ženo in otroki v Marionette Parku v Illinoisu, predmestju Chicaga. Dan je delal kot oblikovalec razsvetljave in je v svojem podjetju dosegel visok položaj. Po poročilih je bil običajen družinski človek, ki je užival v športu in druženju, kadar ni bil v službi. Konec novembra 2025 je skrivnostno izginil iz svojega doma brez sledu in ko so preiskovalci pregledali posnetke varnostnih kamer, so podrobnosti njegovega izginotja postale nejasne. Kmalu po prijavi izginotja je čikaška policija preiskala njegov dom in naslov njegovega delovnega mesta, vendar niso našli ničesar nenavadnega. Njegova hči, Wendy, je večkrat prek družbenih omrežij pozvala k informacijam o nenadnem izginotju svojega očeta. V želji, da bi odkrili več sledi, so preiskovalci ponovno sledili njegovim zadnjim znanim korakom, ki so jih popeljali do dneva pred njegovim zadnjim videnjem. 24. novembra 2025 je bil dan okoli 23:15 upleten v čelno trčenje v bližini gasilske postaje Garden Homes. Zaradi resnosti nesreče je bilo njegovo vozilo odpeljano z vlečno službo. Celoten dogodek so posnele policijske telesne kamere, saj je Dan kljub večkratnim prošnjam policistov zavrnil kakršnokoli zdravniško pomoč. Potem, ko je zavrnil odhod v bolnišnico, so ga odpeljali na 115 Bourbon Street, kjer je delal, in prispeli malo po polnoči. Priče so se spomnile, da so ga videle, kako je ob 1:15 zjutraj zapustil bar ali klub peš, pri čemer so domnevale, da bo šel peš domov ali poklical taksi. Naslednji dokaz je v obliki posnetka varnostne kamere, ki ga je ujela 6 ur kasneje, ob 7:30 zjutraj. Wendy in ostali so kasneje poudarili, da je med hojo videti, kot da se spotika in pada, kar nakazuje, da je morda utrpel poškodbo glave v nesreči. Kasneje tisti dan ob 15. uri so ga ponovno ujeli na varnostni kameri, ko je hodil po ulici Old Wester Avenue v Blue Islandu v Illinoisu, kjer je videti še bolj zmeden. Njegovo gibanje so beležile kamere skozi ves dan, vse do 26. novembra. Ob 18:35 uri 26. novembra so ga zadnjič ujeli v bližini cerkve Sveto Donata v Blue Islandu. Po ogledu tega drugega posnetka je bila njegova hči Wendy prepričana, da je njen oče doživel možgansko kap. Za Fox 230 je povedala, da se vidi, da je leva stran prizadeta. V nekem drugem trenutku pokaže na nekaj, pa ima roko mlahavo, leva stran obraza pa mu visi. To so znaki, ki jih je lahko spregledati, če ne poznaš njegovega običajnega stanja. Nažalost je primer zastal in družina Davis je bila več mesecev v negotovosti. 9. marca 2026 so Danove posmrtne ostanke našli v bližini železniške proge v kraju Blue Island v Illinoisu. Preiskovalci še vedno niso prepričani, kako je pristal tam, preiskava njegove smrti pa še vedno poteka. Njegova družina je začela kampanjo GoFundMe, da bi pomagala pokriti številne stroške, pri čemer so doslej zbrali več kot $35,000. Wendy je dodala, da bodo preostala sredstva namenjena spominski slovesnosti in pogrebu, ter se zahvaliva javnosti za izkazano ljubezen in podporo. Številka 7. 31. julija 2025 bi mirne primestne ulice Wallerja v Novi Južni Wales postale prizorišče zločina. Ko so prebivalci zapuščali svoje domove in se odpravljali na delo, so šli mimo več policijskih avtomobilov in reševalnih vozil. V nekaj urah je nekoč mirno območje postalo prizorišče aktivne preiskave in ni trajalo dolgo, da so podrobnosti prišle v medije. Ure kasneje je policija poročala, da je bil 21-letni Atan Borsinos napaden od zadaj, ko se je odpravljal do svojega avtomobila pred svojim domom. Večkrat je bil udarjen s strelnim orožjem, policijo pa so na kraj dogodka poklicali stanovalci.
Na kraj so prišli tudi reševalci, vendar zaradi resnosti njegovih poškodb ni preživel in je bil razglašen za mrtvega pred svojim domom. Preiskovalci so hitro ugotovili, da je bil Atan, sin nekdanjega policista, obtožen več kaznivih dejanj in bi se moral tisti dan pojaviti na sodišču zaradi prekrškov povezanih z orožjem in vožnjo. Med preiskavo so prav tako ugotovili, da je imel povezave z globokim kriminalnim podzemljem Avstralije. Časopis The Age je poročal, da je bil Athan osumljen sodelovanja pri atentatu na Sulejmana Sama Abdul Rahima, znanega tudi kot kaznovalec. Januarja 2025 je bil Sulejman napaden v Prestonu v Melbourneu, ko je skupaj s svojo punco vstopal v avto. Kasneje istega meseca je policija objavila posnetke varnostnih kamer, za katere verjamejo, da prikazujejo Atana na kraju dogodka z drugim moškim, ki nosi strelno orožje. Domnevno naj bi se na to dvojica odpeljala s ukradenim Nissanom, ki je bil prijavljen kot pogrešan v Viktoriji. Dvojica je nato večkrat zamenjala avtomobile in jih po vrnitvi domov zažgala. Noben od vpletenih moških ni bil uradno obtožen, vendar je to preiskovalcem dalo veliko gradiva za delo. Preiskovalci so s pomočjo kamer Ring in nadzornih kamer začeli analizirati dogajanje na prizorišču z 31. julija, ko je bil Atan napaden. Sprva so bila ta odkritja zadržana v tajnosti, vendar so se policisti, ko niso uspeli identificirati vpletenih, obrnili na javnost. Leta 2026 so bile te slike dveh moških z nadzornih kamer objavljene javnosti. Različni viri poročajo, da sta bila ta dva moška videna, kako sta pobegnila s kraja dogodka nekaj trenutkov po napadu na Atana in sta se usedla v ukraden Nissan. Nissan je bil kasneje najden, zapuščen in zažgan. Policija je prav tako odkrila, da sta moška, ki sta sodelovala v napadu na Atana, morda pripotovala iz Novega Južnega Walesa v Viktorijo, da bi izvedla napad. Po poročilih naj bi ta dva moška iz Novega Južnega Walesa prejela pomoč dveh moških iz Viktorije. Avgusta 2016 je policija izjavila, da verjamejo, da je nekdo naročil umor Atana in želijo ugotoviti, kdo in zakaj. Njegova domnevna vpletenost v napad na Sulejmana bi lahko kazala na maščevanje, vendar je to le teorija. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče policijo Viktorije na številko 131 4 144. Če želite ostati anonimni, lahko kontaktirate Victoria Crime Stoppers na številki 1 1800 333 000. Številka 6. 44-letno Liz Waddell so njeni bližnji opisali kot prijazno in odprto žensko, ki je bila predana svojim otrokom in možu. Družina je živela v Careyu v Severni Karolini, kjer je Liz delala kot fizioterapeutka. Njeni pacienti so o njej govorili z izjemnim spoštovanjem. Prav tako pa so jo zelo cenili tudi njeni sodelavci. Leta 2003 je Liz na American Dance Festivalu spoznala Kaylin Waddell in se hitro zaljubila. Preostanek festivala sta preživela skupaj in se odločila, da bosta svojo zvezo nadaljevala tudi po vrnitvi domov. Nekaj let kasneje sta se poročila in pozneje dobila otroke. Do leta 2026 je Liz dosegala nove višave v svoji karieri in bila prisotna na YouTubeu ter Instagramu. Julia sta s prijateljico odleteli na Grenado na dekliški dopust. Rezervirali sta daljše bivanje samo za obe in komentirali, da si zaslužita oddih od vsakodnevnega vrveža v njunih življenjih. Par je prispel 11. julija in kmalu po pristanku sta se prijavili v letovišče. Prvih 10 dni je minilo brez incidentov. Par je preživel ure ob bazenu, srkal koktejle in dohiteval vedno daljši seznam knjig za branje. Oba sta se odpravila na lokalne plaže, se družila z domačini in imela priložnost poskusiti lokalno kulinariko. 21. julija sta se preselila iz svojega letovišča v Airbnb blizu plaže Grand Anse Beach v St. Georgesu. Naslednji dan sta večino dneva preživela v Airbnb-u, nato pa sta se odpravila na plažo Grand Anse Beach. Po besedah prijatelja sta ostala v plitvi vodi in uživala na soncu, a stvari so se hitro spremenile. Okoli 12. ure, ko je Liz plavala, je njena prijateljica ostala v sobi in na prenosniku dokončevala delo. Zadnji potrjeni posnetek nadzorne kamere, na katerem je bila videna, je bil okoli 12:04. Do 17:50 je prijateljico zaskrbelo, ker ni videla Liz niti ni bila v stiku z njo. Po pregledu obale in vode je prijateljica ugotovila, da je Liz izginila in takoj poklicala policijo Grenade. Ugotovili so, da so jo nazadnje zanesljivo videli okoli 17:30. Objavili so tudi posnetke varnostnih kamer iz tistega jutra okoli 11:30, ki prikazujejo, da so jo zadnjič zanesljivo videli. Oglasile so se priče in povedale, da so okoli 17:30 videle žensko, ki ustreza njenemu opisu. Izjavili so, da so ji ponudili prevoz z vodnimi skuterji, saj jih je skrbelo, ker je bila zelo daleč od obale. Po njihovih besedah je ponudbo zavrnila in jim povedala, da je dobra plavalka. Priče so nato zapustile kraj dogodka, kar je bilo zadnjič, ko so jo videli.
Ko je Kalen izvedel za to podrobnost, je bil zmeden. Na svoji spletni strani findliz.com je zapisal, da njegova žena ni bila dobra plavalka, vendar se je v vodi počutila udobno, če je imela plavalni obroč ali plavalni pripomoček. Po njegovih besedah ni prepričan, ali je pristala v vodi, na kopnem ali morda na čolnu. Po navedbah spletne strani je 24. julija odletel na Grenado, da bi pomagal pri iskanju. Od takrat so oblasti in Lizinina družina preiskovali obalo tako s čolnom kot z dronom, vendar še niso našli nobenih sledi. Tudi kinološke ekipe so preiskale plažo, vendar je bilo zaradi velikega števila obiskovalcev to zelo težko. Preiskali so tudi narodni park Mount Hermon in več drugih gozdnatih območij, vendar brez uspeha. Kalen je objavo zaključil z izjavo, da ne verjame, da je njegova žena namerno izginila in se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri iskanju. Elizabeth Liz Waddell je opisana kot belka s svetlimi lasmi, visoka približno 152 cm in srednje postave. Nazadnje so jo videli oblečeno v opečnato-oranžen kratek top in modro-bele črtaste kratke hlače. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče policijsko postajo South St. George na številko 147 3444 ali 4544. Številka 5. Leta 2016 je svet preplavil pojav srhljivih klonov, ki so se hitro razširili po družbenih omrežjih. Začelo se je v ZDA in se hitro razširilo v druge države. Ta zgodba je več mesecev polnila naslovnice, mnogi pa so se bali, da ne gre zgolj za preprosto potegavščino. 10 let kasneje je ista zgodba ponovno pritegnila pozornost naroda, vendar iz drugega razloga. Kmalu po 22. uri 3. avgusta 2026 je policija v East St. Louisu, Louis, Illinois, mesto z nekaj več kot 17,000 prebivalci, prejela klic zaskrbljenih prebivalcev v bližini 76. ulice in State Street. Slišali so hrup zunaj in ko so pogledali skozi okna na ulico, so zagledali starejšega moškega, ki je ležal blizu avtobusne postaje. Nekateri prebivalci so pohiteli na pomoč, a je bil takrat že v zelo slabem stanju. Ko so policisti prispeli, so takoj opazili več obodnih ran na telesu moškega. Reševalci so ga hitro odpeljali v bolnišnico, vendar mu niso mogli več pomagati in je kmalu zatem umrl. Prva naloga preiskovalcev je bila, da identificirajo žrtev in v le nekaj minutah so ugotovili, da telo pripada 78-letnemu Johnu Wesleyu Allenu starejšemu. Po poročilih so ga hitro identificirali zaradi bolniške zapestnice, ki jo je nosil. Tistega dne je obiskal lokalno bolnišnico za veterane, kjer je opravil več preiskav. John je ponosno služil v mornarici ZDA, po častni odpustitvi pa je 35 let delal kot voznik avtobusa, preden se je upokojil. Bil je zelo aktiven v svoji cerkvi in je večkrat na teden obiskoval svoje sorojence. Zvečer, 3. avgusta, je bil na poti k sestri in je čakal na avtobus le nekaj metrov od njenega stanovanja. Družina John je bila zaradi napada uničena. Ljubeče so ga klicali Baby Boy in je bil zelo predan svoji družini. Njegova sestra Marie Stanford je povedala medijem: "Vedno sva pazila drug na drugega. On je najboljši brat, ki so nam ga vzeli." Policija je hitro ugotovila, da ni imel znanih sovražnikov in da so ga sosedje ter vrstniki zelo spoštovali. Ker ni imel sovražnikov in ni bilo osebnih zamer, so preiskovalci težko določili motiv. V nobenem poročilu ni navedeno, da bi mu vzeli kakršnekoli osebne predmete, kot so denarnica, telefon ali kaj podobnega. Zato so izključili rop. Da bi zagotovili pravico Johnovi družini, je policija začela pregledovati posnetke varnostnih kamer na območju ter posnetke zvoncev z vgrajeno kamero. V nekaj dneh so odkrili nekaj vznemirjajočih posnetkov, posnetih le 1 uro pred napadom. Okoli 21. ure je kamera na zvoncu pri vhodnih vratih enega od stanovalcev posnela moškega v črno-rdečem kostumu klovna, ki se je približal njihovim vhodnim vratom. Potem, ko je pozvonil na zvonec, da se prepriča, da se posnetek snema, izreče eno izmed dveh stvari. Ali reče: "Iskal sem te", ali pa "Imam darilo zate". Ni jasno. Ko stanovalci ne odprejo vrat, odide brez besed v noč. Ob tej ugotovitvi so preiskovalci upali, da bodo prepoznali moškega na posnetku, zato so ga objavili na družbenih omrežjih in poslali časopisom. 3 dni kasneje je policija iz East St. Louisa sporočila, da so zaradi posnetkov varnostnih kamer aretirali osebo v povezavi z dogodkom. Primer je trenutno še v teku, osumljenec pa bo vsak čas stopil pred sodišče. Točen datum sojenja in izreka kazni ni znan, vendar vemo, da so bili obtoženi umora. Marie Stanford je za CNN povedala, citiram: "Sprašujem se, zakaj je ta oseba to storila. Ni poznal mojega brata. Zdaj moramo sedeti tukaj in trpeti zaradi naključnega dejanja." Številka 4. 31-letni Connor Anderson si je s trdim delom ustvaril sanjsko življenje.
Do leta 2026 je delal kot vodja ključnih strank pri podjetju Marsh, podjetju za finančne storitve in upravljanje tveganj, ter napredoval v svoji karieri. 15. avgusta je Connor odpotoval iz Denverja v Colorado v Nashville v Tennesseeju, da bi se udeležil konference lastnikov in posrednikov Remax. Kmalu pred dogodkom je objavil na družbenih omrežjih, kjer je izrazil navdušenje in upanje, da se bo na dogodku povezal z drugimi strokovnjaki. Bival je v hotelu Millennium Maxwell House, le 10 milj od kongresnega centra, kjer je potekal dogodek. Hotelsko osebje v prijavi ni opazilo ničesar nenavadnega. Naslednjih nekaj ur je bilo negotovih. Vemo pa, da je tistega večera zapustil svoj hotel in se odpravil v East Nashville, da bi obiskal številne bare in si ogledal nočno življenje, ki ga mesto ponuja. Connor se ni vrnil v svojo hotelsko sobo in se naslednji dan ni pojavil na konvenciji, zaradi česar sta ga njegov delodajalec in družina prijavila kot pogrešanega. Ko je policija v Nashville prijela prijavo, so ugotovili, da že imajo pomembne posnetke njegovih zadnjih trenutkov. Okoli 1 ure. Zjutraj prejšnjo noč je Connor ustavil 2 policista. Videti je bil paničen in zaskrbljen. Celoten dogodek so posnele telesne kamere, ki so jih kasneje objavili za javnost. Na posnetku policistoma pove, da je nekaj ur prej srečal 2 moška, ki sta mu obljubila, da mu bosta pokazala mesto v zameno za $20. Ko se posnetek nadaljuje, na to pove, da sta ga odpeljala na drugo območje in začela od njega zahtevati več denarja. V neposrednem izseku iz videoposnetka pravi, citiram, in potem se ne morem spomniti. Zahteval je, ali pa si je vzel še dodatnih $20 od mene. Nato pa se je njegov prijatelj obnašal, kot da se ni nič zgodilo. Nato sta mi grozila. Nisem odšel in grozila sta, da me bosta povozila. Potem, ko je policiste prosil, naj mu pomagajo in napišejo zapisnik, so na koncu pristali, vendar si je Connor premislil, ko so ga prosili, naj pokaže osebni dokument. Nekaj trenutkov kasneje se jim je zahvalil za njihov čas in se vrnil v East Nashville, da bi nadaljeval svoj večer. To bi bilo zadnje opažanje Connorja Andersona. 21. avgusta 2026 so Connorjevo truplo našli v gozdičku blizu James Robertson Parkway. Preiskovalci so bili obveščeni o posmrtnih ostankih, ki so jih identificirali kot pogrešanega moškega. Preiskovalci so takrat izjavili, da ni takojšnjih znakov kaznivega dejanja, vendar še ničesar ne morejo izključiti. V prihodnjih dneh bodo opravili obdukcijo in celovito preiskavo, njegova družina pa ga bo lahko pokopala. Številka 3. 25-letni Mir Raza Ali je bil priljubljen in spoštovan poslovnež v Karačiju v Pakistanu. No 25. leta je Mir zgradil uspešno kavarno, specializirano za sladice, imenovane Wafli. Nedavno je tudi diplomiral na univerzi v Karačiju iz poslovne administracije in se je imel za obetavnega podjetnika. Mir se je združil s svojim prijateljem Ahmedom in bratom Abdullahom, pri čemer je bil Ahmed njegov poslovni partner. Prijatelja sta bila že več kot 21 let in celo stres lastništva podjetja ni mogel omajati njune vezi, čeprav so se po besedah Mirovega očeta začele pojavljati razpoke. 28. julija 2026 je Mir pozno delal v Waflexu, vendar se je za kratek čas vrnil domov, da bi obiskal starše. Njegov oče je kasneje policiji povedal, da je sin prišel domov in nato spet odšel, rekoč, da se bo kmalu vrnil. Ko je prišlo naslednje jutro in ga ni bilo nikjer, so začeli paničariti in poklicali policijo v Karačiju, da bi prijavili njegovo izginotje. Mir bi se moral poročiti 30. avgusta in mnogi v njegovi družini so se spraševali, ali ga je morda stres zaradi poroke preveč obremenil. Toda to so hitro ovrgli, ko so izvedeli, da je njegov telefon bodisi ugasnil ali pa je bil izklopljen. Družina je skupaj s prijatelji sprožila iskanje po vsem mestu, vendar ga niso nikjer našli. Preiskovalci so začeli lastno iskanje, vendar prav tako niso našli ničesar. Naslednji dan, 29. julija 2026, okoli 11:52 dopoldne, je policija prejela klic iz poročne dvorane. Ko so prispeli na kraj dogodka, so odkrili človeške ostanke, za katere so hitro ugotovili, da pripadajo Mir Razi Aliju. Poročna dvorana je bila približno 11 km oddaljena od njegovega doma. Policija pa je upala, da bo ugotovila, zakaj so ga odpeljali tja. Policija je prav tako upala, da bo odkrila, kaj se je zgodilo v urah pred najdbo. Na srečo pa je imela poročna dvorana video nadzor. Po poročanju Express Tribune je policija našla posnetek z 29. ob 11:52, točno ob času, ko so odkrili njegovo truplo. Posnetek je prikazoval njegove posmrtne ostanke tam, vendar so o prevrtavanju za en dan nazaj opazili nekaj srhljivega. 28. ni bilo nobenih posmrtnih ostankov pred poročno dvorano. To je pomenilo, da je tisti, ki je pustil Mirja tam, to storil zgodaj, 29. dne. Obdukcija je pokazala, da je utrpel eno rano v prsni koš, forenzični znanstveniki pa so z območja odvzeli brise za sledi smodniških delcev. Testiranje je dokazalo, da so bili na rani prisotni sledovi smodniškega ostanka, pa tudi na drugih območjih.
V tednih po Mayerjevi smrti je njegov oče, gospod Jose, povedal za Express Tribune, da mu je sin zaupal glede morebitnih sporov s svojim poslovnim partnerjem Ahmedom. Po njegovih besedah sta se prepirala glede cen surovin v podjetju Waflex. Nekateri viri celo navajajo, da je Mira Raza junija naročila revizije, da bi zagotovila, da so vse finance urejene. Gospod Hussein prav tako trdi, da sta po smrti njegovega sina oba brata prekinila vse stike in odnose z družino. V začetku avgusta so posmrtne ostanke Mire Raze izkopali za novo obdukcijo, saj je družina izrazila pomisleke glede prvotnih ugotovitev. Konec avgusta. Ponovni forenzični pregled še vedno poteka. Soglašam, da je bil napaden od zadaj zaradi večje izstopne rane na prsih, ki je bila velika 38 mm. V nasprotju z majhno vstopno rano na njegovem hrbtu, ki je bila velika 7 mm. Nihče ni bil aretiran in nobene uradne obtožbe niso bile vložene, vendar njegova družina pravi, da bodo vztrajali pri iskanju pravice, dokler odgovorni ne bodo odgovarjali za njihovo izgubo. Številka 2. 26-letni Ketan Agarwal je bil opisan kot inteligenten in ljubeč mladenič, ki se je pripravljal na poroko z ljubeznijo svojega življenja, Sajo Goyal. Par je živel v Puneju v Indiji, kjer je bil Keaton priljubljen in spoštovan poslovnež. Delal je za Success Group, ki se je ukvarjala z razvojem nepremičnin na tem območju, s poudarkom na poslovnih, industrijskih in stanovanjskih parcelah. Po poročanju Hindustan Times je delal v oddelku za strateški marketing podjetja in ukvarjal se je tudi s poslovnim razvojem. Ketan je pred kratkim diplomiral na Babson College v Bostonu, Massachusetts, z magisterijem iz podjetniškega vodenja in dodiplomskim študijem upravljanja dobavne verige. Pri 26 letih je pridobil 2 diplomi, hitro napredoval po korporativni lestvici in bil namenjen velikemu uspehu v svetu nepremičnin. Ko ni bil v službi, je svoj čas preživljal z 20-letno Sajo, s katero sta se zaročila v začetku leta 2026. Njuni družini sta bili nad to zvezo navdušeni in sta načrtovali veliko poroko, ki naj bi potekala novembra. 18. julija sta se zaročenca odpravila na izlet do trdnjave Logard, slikovite trdnjave, ki stoji na 1033 metrih nadmorske višine in gleda na Sayari Hills ter rezervat Pavana. Kasneje tistega popoldneva je Sižina družina prijela panične klice od nje, v katerih je trdila, da je Keaton padel, ko je fotografiral. Sprva je policija tej zgodbi verjela. Vse to pa se je spremenilo, ko so tistega dne pogledali posnetke varnostnih kamer iz trdnjave. Kamere so pokazale moškega s kapuco, ki je hodil nedaleč za parom, zato je bila policija sumničava. Ta oseba jih je spremljala vse do mesta, kjer naj bi Keaton padel. Ko so pregledali Sajine telefonske zapise, so odkrili več kot 2004 klice in na stotine drugih sporočil med njo in drugim moškim 22-letni Chetan Chowdhury, samo v letu 2026. Odkrili so tudi še en zaskrbljujoč namig. 14. junija. 4 dni pred padcem sta Saja in Chetan obiskala trdnjavo na romantičnem izletu. Med pohodom je Chetan doživel manjši padec, vendar se je uspel stabilizirati. Policija je ugotovila, da ga je Saja potisnila, pri čemer je trdila, da je bila na njegovi poti kača in naj bi ga s tem pravzaprav poskušala rešiti. Ko so se vsi ti podatki združili, so lahko sestavili dogajanje 18. junija. 23. junija sta bila Saja in Chetan aretirana v povezavi s primerom. Policija pa je zdaj to označila za umor. Po poročilih sta oba že nekaj časa načrtovala, da bi se znebila Chetana in sta se celo 17. junija srečala, da bi razpravljala o svojem načrtu. Policija je celo trdila, da sta si dala skrivni ročni znak, ki ga je Saja uporabila, ko jo je Chetan spremljal po poti za njima. Indijska policija je prav tako razkrila, da so pridobili 48 minut posnetkov nadzornih kamer, na katerih je Chetan na poti, kar dokazuje, da je bilo dejanje vnaprej načrtovano. Primer je trenutno še v teku, oba pa bosta stopila pred sodišče. Keatonova družina si želi, da bi ga ljudje pomnili po njegovem bistroumju in ljubeči osebnosti, sami pa skušajo razumeti, kaj se je zgodilo. 18. junija. Številka 1. 39-letna Monique Tabb in 37-letni Spencer Tabb sta si skupaj ustvarila čudovito življenje. Par se je spoznal konec leta 2018 prek spleta in se hitro zaljubil do ušes. Monique je bila prej že poročena, Spencer pa je bil v preteklosti v dolgih zvezah. Le 2 leti prej, 13. decembra 2020, sta se zaradi pandemije poročila na majhni slovesnosti. Januarja 2021 sta priredila zabavo za vse svoje prijatelje in družino, da bi proslavila ta pomemben dogodek. Par se je ustalil v Columbusu v Ohio, kjer je Spencer delal kot zobozdravnik, saj je pridobil naziv doktorja dentalne medicine. Monique je bila prav tako visoko izobražena, saj je pridobila magisterij iz izobraževanja otrok.
Do leta 2025 sta dobila 2 otroka in bila navdušena nad svojim novim skupnim življenjem. Tisti, ki so živeli v bližini, so povedali, da so bili prijazna in radodarna družina, ki je sedela zunaj, medtem ko so se njihovi otroci igrali pozno v somrak poletnih noči. Oba sta bila v rednem stiku s prijatelji in družino, zato so vedeli, da je nekaj zelo narobe, ko se do 30. decembra 2025 od njiju ni slišalo ničesar. Okoli 10. ure zjutraj so policijo na dom poklicali družinski člani in delodajalci para. Ko so vstopili v hišo, so v notranjosti našli Moniko in Spencerja v nezavesti. Preostanek hiše je bil običajen, brez znakov vloma ali boja. Reševalci so poskušali oživljati par, a so po nekaj minutah prenehali z oživljanjem in oba sta bila na kraju razglašena za mrtva. Sodna zdravnica je kasneje ugotovila, da sta bila oba ustreljena s strelnim orožjem. Na kraju pa je bilo najdenih več tulcev. Smrt zakoncev tepe je pretresla lokalno skupnost. Oba sta bila zelo priljubljena in nista imela sovražnikov. Šele ko so govorili z Monikino družino, se je pojavil morebitni osumljenec. Pred letom 2018 je imela kratko, a burno zakonsko zvezo z Michaelom McKeejem, žilnim kirurgom v Nevadi. Monikini prijatelji so policiji povedali, da je trdila, da je bil Michael nadzorovalen in čustveno nasilen, ter da si ga je obupno želela zapustiti. Nikoli ni omenila, da bi jo zasledoval, vendar so se kasneje pojavile nasprotujoče si podrobnosti. S tem v mislih so policisti začeli iskati dokaze o tem, kaj bi se lahko zgodilo, in takrat so pridobili posnetke varnostnih kamer v bližini doma para med 2. in 5. zjutraj 29. decembra. Na podlagi informacij o Michailu so policisti hitro uspeli prepoznati moškega na posnetku kot njega. Ugotovili so tudi, da je leta 2024 eden od njegovih pacientov vložil tožbo zaradi zdravniške malomarnosti proti njemu. Po navedbah People.com je zapustil Nevado, zaradi česar mu je potekla zdravniška licenca. Nato pa se je preselil v Rockford v Illinois, 445 milj severozahodno od Columbusa. Policija v Columbusu je odkrila tudi več posnetkov varnostnih kamer z Michaelom. Ta posnetek je bil iz 6. decembra in je bil posnet pred domom para, medtem ko sta bila odsotna v Indiani. Na posnetku se zdi, da Michael opazuje hišo, preden ugotovi, da ni nikogar doma. Monikino prijateljico je kasneje Spencer obvestil, da je bila Monika vznemirjena zaradi nečesa, kar je bilo povezano z njenim bivšim možem, in se je opravičila ter odšla nazaj v hotel. 10. januarja 2026 Michael McKee je bil aretiran v Rockfordu v Illinoisu, medtem ko je bil na poti v zdravniško ordinacijo, kjer je delal, in je bil nato obtožen 4 kaznivih dejanj hujšega umora ter 1 kaznivega dejanja hujšega vloma. V skladu z zakonodajo Ohaja bo, če bo spoznan za krivega, verjetno prejel dosmrtno zaporno kazen z najmanj 32 leti zapora, preden bodo sploh odločali o njegovem pogojnem izpustu. Maja letos je izjavil, da ni kriv, s čimer je državno tožilstvo prisilil, da nadaljuje postopek. Po tragediji je družina Teep ustanovila GoFundMe, da bi si pomagala s stroški. Trenutno so zbrali $244,000. Od zastavljenega cilja $250,000. Družina Teepi se je zahvalila vsem, ki so darovali. Če ste vi ali kdo, ki ga imate radi, žrtev družinskega nasilja, vas prosijo, da poiščete pomoč, saj je na voljo pomoč. Pokličete lahko 1-800-799-7233. Najlepša hvala vsem za ogled. Če vam je bil ta video všeč, kliknite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti na obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Ty Noc in se vidimo v naslednjem videu.